Zdaj pa je že čas za mojega naslednjega gosta, v bistvu prvi gost danes v studiu Figovec, Mister Slovenije 2021. Ta projekt je namreč doživel svoj finale v petek na Šentjakobskem odru. Nažalost, ne zaradi razmer ne pred živim občinstvom, ampak je bilo pa zato vse skupaj prvič predvajano po spletu, tako da imamo novega mistra Slovenije 2021. 2020 letos je mister izpustil, ampak imamo zdaj zato toliko bolj face fanta za mister 2021, tako da dobrodošel v naši družbi, Sebastian Čufer. En lep pozdrav. Evo, vidim, da si takole lepo opremljen. Hodiš zdaj z lento kar povsod okoli? Lenta je lepo doma spravljena. Samo za Na posebne priložnosti. Samo za posebne priložnosti, kot je ta, na primer. Kako se počutiš kot mister Slovenije 2021? Pa počutim se super, zelo sem vesel. Predvsem zaradi tega, ker sem nekako dosegel nek cilj, ki sem si ga zelo želel. No. V bistvu to je bil nek cilj, ki sem si ga kot zanimivost napisal prejšnje leto, se pravi leta 2020, da ga želim doseči. In evo, sem ga dosegel in sem vesel. No. In zdaj v bistvu si že skoraj teden nisi že mister. Tako. Kaj je v tem tednu dni drugače, kot pa je bilo pred tem, ko si bil mister? Pa evo, kaj je drugače. Dosti je nekih čestitk, no. Ljudje se dosti spomnijo name. Itak, najprej bližnji seveda, pa tudi ostali, no. Prijatelji, mogoče tudi kakšni, s katerimi se že nekaj časa nisem slišal, no. Tako da je tak lep občutek, kako se ljudje tako iskreno čestitajo in se spomnijo nate. Iskreno čestitajo, pa res se vidijo, ne, da so te čestitke tako iskrene, da ni samo tako napisano, da je tako osebno, no. To je res lep občutek. Pa tudi od nepoznanih ljudi je najbrž zdaj malce več pozornosti mediji in tako, kako handlaš to? Ja, to je zame nekaj čist novega, no. Tudi tako intervjuji, pogovori na televiziji, zdaj v živo, na primer. To je zame nekaj čist novega, ampak ja, vsakodnevno se veselim teh novih izkušenj, ker se mi zdi, da tako pridobim nekaj novega in vsakodnevno z novo izkušnjo tudi rasem osebnostno, no. In v bistvu je bil najbrž tudi cel ta proces izbora neka posebna izkušnja. Zakaj si se sploh odločil, da se prijaviš? Zdaj, neka prva taka stvar, na katero pomislim, zakaj sem se prijavil, je zato, ker sem nekako na začetku svoje karierne poti in se mi je sam projekt Mister Slovenija zdel res tako kot neka super odskočna deska za naprej, no. Tako da to je neka prva stvar. Po drugi strani me je pa tudi zanimalo delo modela. In najprej sem v bistvu želel ugotoviti, a dejansko to je zame, a me zanima, ne. Tako da, ja, evo, zdaj smo pa tukaj, ne. In si ugotovil, je to zate? Ja, definitivno, to me veseli. Tako da še neka stvar, s katero se želim nekako v prihodnosti ukvarjati, no. Je pa tudi sam izbor, ne, tokrat potekal malce dlje zaradi situacije. Kdaj si se v bistvu prijavil, koliko časa je trajal celoten proces in kakšne so bile prijave na casting? Zanimivo je zdaj to razmišljati, kako je vse skupaj potekalo od začetka. Sem se spomnil zdaj unega trenutka, ko sem se prijavil, no. Se pravi, decembra 2019 sem se jaz prijavil na casting, potem smo imeli casting, ne. Potem nam je... Kako pa je izgledal casting? Kaj ste morali? Not je bilo, v bistvu, prišel si v nek prostor, ne, not je bilo 5 nekako sodnikov. Malo so te vprašali o tebi, se pravi, si se malo predstavil. Nekako, ja, predstavil si se, malo pokazal svojo hojo na ta način. Potem pa po castingu, nekako mislim, da smo čakali en teden. Potem pa nam je Nina Uršič, se pravi vodja Mistra Slovenije in glavni predstavnik, ne, nam je pomislim, da enem tednu sporočila, kateri smo nekako izbranci. In že takrat se spomnim, da mi je bilo Začelo se pa dogajati. Sem bil res vesel, ne. Pol pa ja, se je kar začelo dogajati. Pa se spomnim, smo imeli čist prvo srečanje, ker se nismo poznali, veš, čist novi obrazi. Se pravi, prvo srečanje je bilo, ko smo imeli plesne vaje, ne, za predizbor. Tu se je začelo dogajanje,
Potem pa itak smo imeli predizbor, tam se pravi šlo spet nekaj fantov ven, a ne. Po predizboru je sledilo še polfinale, pa na koncu finale. Vmes, a ne, pa definitivno so vsi te, ki skrbijo za projekt Mister Slovenija, res dobro skrbeli za vse nas, a ne, nas dobro pripravljali. V čem vse so vas urili? Kaj vse ste morali? V bistvu imeli smo razne delavnice, druženje, izzive. Predvsem, naprimer, kako si neke take stvari, ki ti dejansko pridejo prav tudi v življenju na splošno. Se pravi, meni, odkar sem se prijavil na sam projekt Mister Slovenija, se mi dogajajo res same neke lepe stvari, a ne. In tu bi se res zahvalil vsem, a ne, ker dejansko tudi te pripravijo, kako, naprimer, si dobro postaviti cilje v življenju, kako te cilje realizirati, kako, naprimer, biti bolj samozavesten, bolj odločen pri stvareh, a ne. In to dejansko ni mi pomagalo samo pri samem tekmovanju Mistra Slovenije, ampak tudi tako nasplošno v samem življenju, a ne. Tako da, ja. Kaj pa misliš, kakšen mora biti Mister Slovenije, ne? Ti si zdaj Mister Slovenije in kaj ti to pomeni v stilu, kaj misliš, kakšne lastnosti mora imeti mister, kako se mora nositi, kako se mora obnašati, kaj je njegovo poslanstvo, recimo temu? Ja, jaz mislim, da Mister Slovenije mora pokazati neko svojo osebnost, se pravi neko svojo karizmo. Definitivno mora biti komunikativen, se pravi, da zna komunicirati z ljudmi, da ima mogoče neko širino, neko znanje. In tako, da je mora biti nek vzor, a ne, ljudem, se pravi, mogoče z nekim zdravim življenjskim slogom, a ne, tako v bistvu, da spodbuja tudi druge ljudi k temu, da je čim boljša verzija samega sebe, a ne, tako bom rekel. In v bistvu, ne, to ni mi tem tekmovanjem rečemo lepotna tekmovanja. Ja. Pa to v bistvu niso samo lepotna tekmovanja. Definitivno tu ne gre samo za neko zunanjo lepoto, a ne. Kakor sem že omenil, išče se posameznikove karakteristike, vrednote, znanje in tako naprej, a ne. Se pravi, neka celota samega posameznika, a ne. Tako da, ja. Pa ste se fantje takole med izborom, ne, med celim procesom tudi precej zbližali? Ste si našli kakšne nove prijatelje? Ja, definitivno. Saj ena izmed stvari, zaradi katerih sem vesel, jaz vedno rečem, tudi če ne bi zmagal, jaz sem v Mistru dobil več, kot sem pričakoval v začetku. In ena izmed stvari, zaradi katerih sem ful vesel, so tudi nova prijateljstva, z nekaterimi že zdaj vem, oziroma si zelo želim, da bi z njimi ostal v kontaktu tudi v nadaljevanju mojega življenja in da bi mogoče celo sodelovali na kakšnem področju, a ne. No, to je pa tako da lahko ustvarimo res skupnimi močmi neko tako uspešno zgodbo, se mi zdi meni. Ja, skupaj se da prej in hitreje in bolje, ne, pravijo, Seveda, pa če seveda. sam, ne. Če si pomagamo, a ne, je to win-win situacija, ne. Je to potem super. A se spomniš kakšne peripetije ali pa anekdote iz časa tega potovanja do Mistra, ki ti je ostala še posebej v spominu, ali pa kaj si najbolj odnesel? Kaj sem najbolj odnesel? Je najbolj, zdaj ti bom odgovoril, kaj sem najbolj odnesel. No, dej to. Se pravi, kakor sem rekel, ne samo pri projektu Mister Slovenija, tudi na drugih področjih v življenju nekako se mi odpirajo nove možnosti, se mi zdi, da mi gre vedno na bolje, vedno le bolj dosegam tudi ostale cilje nekako v življenju, ki sem si jih zadal, ki sem si jih zapisal na papir. In že zaradi tega jaz rečem, da sem res vesel, da sem se prijavil na ta projekt, no. Je bil že projekt sam po sebi neko darilo, tole, ne, v bistvu ta lenta oziroma ta naslov je pa neka češnjica, ne? Samo neka pika na i na koncu, a ne. Ampak tudi če zmage ne bi bilo, jaz bi bil res vesel in vedno bom rad poudarjal, no, da sem bil del samega projekta Mister Slovenija.
Ja, važna je pot, ne samo toliko Važna je pot, cilj. definitivno. Hvala, Sebastian, za enkrat, ampak midva se bova še pogovarjala po oglasih. Za nekaj trenutkov vsi oddahnimo, potem pa se bomo vrnili nazaj v studio Figovec. Se gledamo! Smo že nazaj in tukaj v studiu še vedno Sebastian Čufer, mister Slovenije 2021. Ponovno dobrodošel. Lep pozdrav. Zdaj sem veliko omenjala, da si mister Slovenije in gor pa dol, ampak ti nisi samo mister Slovenije. Ja. Kaj počneš, s čim se ukvarjaš, ko nisi mister? Ko nisem mister, pestro je. Pestro je. Pestro je. Ne, v osnovi se ukvarjam z osebnim trenerstvom in sem zelo vesel, da je tako, ker mi je bil to pred letmi cilj, se pravi, da bi prišel do te točke, da bi se lahko preživljal samo z osebnim trenerstvom. In zato sem res vesel, ker je dejansko to tudi moj hobi. No. Jaz razmišljam od jutra do večera samo o športu, o gibanju, se pravi, ukvarjam se vsakodnevno z nekimi športnimi aktivnostmi, najraje v naravi. Zdaj sem pa dosegel to, da vse te stvari prenašam na druge, da jim pomagam do boljšega počutja, do zdravja. In evo, to mislim, da je moje poslanstvo in da promoviraš zdrav način življenja in da ga vnašaš tudi v življenje drugih. Kakšen pa je tvoj pristop k osebnemu trenerstvu? K osebnemu trenerstvu? Jaz tu vedno pravim, da dober trener mora biti tudi dober psiholog. Ne? Se pravi, se mi zdi, da tu je 80% psihologije. Ljudje vemo, da smo si karakterno zelo različni, a ne? In ne moreš vsakemu ponuditi isti trening, a ne? Isti pristop. Se pravi, najprej moraš ugotoviti, kaj dejansko posamezniku ustreza, po drugi strani, kaj mu je všeč in mu tako prilagoditi program. Zdaj eni pridejo shujšati, naprimer, spet drugi pride se samo zabavati. Ne? Se pravi, treba je nekako na ta način pristopiti do posameznika in delati na temu, da bo posameznik na koncu po uni uri, ko dela z mano, jaz dam maksimalno, da bo, ne glede na to, v kakšnem stanju pride k meni na uro, da bo po koncu tiste ure šel iz studija nasmejan, dobre volje. In se počutil bolje, kot se je, ko je prišel. Bolje, tako. Zakaj pa si se sploh odločil, da želiš biti osebni trener? Ne? Ker veliko, rekel si, da ves čas razmišljaš o športu, ampak tukaj je več opcij, ne, kam se lahko človek pomeri. Zakaj osebno trenerstvo? Definitivno. Zdaj, jaz sem odraščal v Tolminu, natančneje na Kamnem, no? Da poudarim še to, da bojo moji sovaščani veseli. Da bojo naše bolj ponosni. Ja, naše! Ja, obdan z neko čudovito naravo, ki ti ponuja neke aktivnosti v naravi. Se pravi, ali je to hoja v hribe, ali je to tek, ali je supanje na Soči, kajak in tako dalje. In s tem sem odraščal in vzljubil vse te športe. Spomnim se pa časa, ko sem hodil sem na gimnazijo Tolmin. In ja, takrat nekje pri 16-17 letih me je to začelo vedno bolj interesirati, se pravi samo gibanje, treniranje naprimer v fitnessu, po drugi strani pa itak kombinacija športov v naravi, ki sem jih že prej omenil. In tako itak, ko si v teh letih tudi malo razmišljaš, kako bo v prihodnosti, s čim bi se rad ukvarjal. In nekako mislim, da sem ugotovil tam potem točno pri 18-19 letih, da je to. In mislim, da sem si jaz kar dovolil takrat sanjati in sem prišel za svojimi sanjami iz Tolmina v Ljubljano. Koliko časa si že v Ljubljani? Zdaj sem v Ljubljani 5-6 let, se pravi od 19. leta, zdaj sem star 25. In sem vesel, da sem na tej točki zdaj, kjer sem. Kakšne so pa želje za prihodnost? Zdaj si mister Slovenije, si osebni trener. Želiš v tej smeri razvijati ali bi še kaj novega? Definitivno želim v tej smeri nekako razvijati svojo kariero, če se osredotočimo zdaj na kariero.
rekel sem, da nekako me veseli tudi delo modela, tako da bi rad tudi v tej smeri delal naprej, mogoče za kako, da bi bil obraz kakšne športne znamke, ambasador. Se to povezuje, ne? Šport pa moda. Ambasador kakšne športne trgovine, se pravi, da je neka povezava. Definitivno mi je želja postati še bolj uspešen osebni trener. Se zavedam, da se moram še veliko učiti, ne, v prihodnosti, da bom prišel na to točko, na katero želim. In kot sem omenil, glede na to, da prihajam iz Posočja, si želim v prihodnosti tudi v Posočju ne samo nivo osebnega trenerstva dvigant, ampak mogoče tudi kakšno turistično ponudbo, se pravi, da bi ponujal v prihodnosti, ne vem, možnost kakšnih pohodov, možnost združevanje športa in turizma, oddaja ne? kakšnih, naprimer, supov, zdaj tako razmišljam na glasa, ne. Se pravi, da bi v tej smeri, da bi privabljal ljudi z celotne Slovenije v Posočje, da bi jim pokazal, kakšne lepote imamo gor, koliko je pri nas dejansko res lepo, ne. Ja, tam ste res blagoslovljeni z naravo, ki ni para, ne? Tmin je top, bom jaz rekel. Kako pogosto se vračaš domov takole? Kako pogosto se vračam domov? V to čudovito naravo. Ja, zdaj trenutno moram reči, da vedno le manj, zato ker mi nekako čas ne dopušča, ker se res dosti ukvarjam z osebnim trenerstvom. Pa zdaj še mister In še mister je prišel zdaj Kakšne zraven. obveznosti so prišle recimo zdaj s tem? Ne? Najbrž imaš kakšne nove obveznosti? Ja, definitivno. Zdaj v čim boljši luči predstavljati sam projekt Mister Slovenija, ne. Definitivno me čakajo razni dogodki, intervjuji, kot vidiš, a ne, sami pogovori. Tako da, ja, v tej smeri, mogoče celo v prihodnosti svetovni izbor, a ne, bomo videli, kako bo sama situacija, a ne, ker tudi Simon Blaževič, prejšnji mister. Ki je bil v bistvu mister z najdaljšim stažem, ne? Tako, on tudi še ni šel na svetovni izbor, a ne. Tako da bomo zdaj je videli. drugačna situacija. Ja, Če bo bomo zdaj videli. svetovni izbor, boste pa kaj? Bo pa med Bomo vama se videli. treba izbirati, Bomo kdo med videli. vami. Simon si definitivno tudi zasluži, ne, glede na to, da je zmagal, pa dobro je predstavljal on sam projekt Mister Slovenija in moram tu poudariti, da mi je bil tudi on kar v neko pomoč, no. Kaj ti je svetoval? Pri samem projektu. Pa tako ti bom rekel, mislim, da so se tako zaštekala, zato ker sva iz istih Koncev, podobnih. ja, koncev, oba s Primorske, pa tudi zanimajo naju podobne stvari. Oba se ukvarjajo z osebnim trenerstvom, rada se ukvarjajo s stvarmi oziroma športnimi aktivnostmi in tako dalje. Tako da on mi je dost nekako tudi pomagal, no. Pa je bil on z vami že skozi celoten proces, z vami, ki ste bili kandidati? Ne vem, prišel je tako na predizbor, vedno je bil nekako v kontaktu z nami, vedno pripravljen nekako pomagati, če si kaj rabo, a ne, za kakšen koristen nasvet. Te malce tremo sprosti? Ja, definitivno. Da ti je tako povedal na nek, ker je v bistvu, on je dal to skozi, pa je razumel vsakega posameznika, ne. Tako da, ja. Kaj pa potem, ko si bil izbran za mistra Slovenije 2021, ste že imela kakšen pogovor, da te je upeljal v recimo v Simonom. v to vlogo? Ja, itak. Naslednji dan takoj trening so naredila. A ja, trening sta bila sta kar šla? Trening s Simonom, pa z Janom, mojim dobrim kolegom. In Matjažem Lesjakom tudi, ki je tudi bil mister leta 2015. Tu smo kar postali, tu bi poudaril, bi se rad zahvalil, no, tudi Janu Kovačiču, mojemu zelo dobremu prijatelju, jemljem ga dejansko kot nekega starejšega brata, tudi ko sem prišel v Ljubljano, ko sem bil nekako tako neizkušen in tako mi je on zelo pomagal, no, tudi zdaj mi pomaga, ker je izkušenejši na tem področju, a ne. In sem mu res, Jan, zelo sem ti hvaležen, no. No, evo, Jan, direkten nagovor v kamero si dobil, kaj pa to? Pa definitivno tudi omenil sem Matjaža Lesjaka prej, on je mister iz leta 2015, z njim sva se tudi dosti tako poštekala, no. Ker nekako se mi zdi, da smo to ljudje... Ste vsi mislili na isti valovni družini? Ja, ljudje enake miselnosti in se mi zdi, da lahko
če združimo moči v prihodnosti, da lahko res skupaj marsikaj naredimo. In tudi z Matjažem, na primer, sem se dosti posvetoval, ne, za finale, mi je pomagal tako pri sami hoji in poskrbel nekako, da sem bil na odru res bolj samozavesten in da sem se čim boljše počutil. Si se predstavil lahko v najboljši luči. Tako. Ja, zdaj boš pa tudi ti, ne, naslednji izbor, ko bo najbrž Ja. upeljal pa pomagal kandidatom, ki bodo. In kaj boš ti, ker boš najbrž tudi v režiji, Ja. iskal pri novem mistru Slovenije? Kakor sem že rekel v začetku, iskal bom, vsak posameznik mora pokazati nek delček samega sebe. Neko osebnost, karizmo, komunikativnost. Mora pokazati, da se zanima za te stvari, da dejansko mu je to pomembno, da ima željo. Vse to se pri vsakemu posamezniku se vidi, a imaš ti željo, a nimaš želje. Tako da pri teh stvareh bom predvsem to iskal. No. In kaj bi ti rekel tistim mladim fantom, ki bi morda, si morda na skrivaj tudi želijo prijaviti, pa jih morda zmotijo ti neki stereotipi, ki pridejo zraven, pa si mislijo, joj, pa kaj bodo drugi mislili, pa zdaj bom jaz šel na Mister Slovenije, pa lepotno tekmovanje, pa gor pa dol. Kaj bi jim rekel? Zdaj, če imajo željo nekako spoznavati nove ljudi, pa na tem, če jih zanima to področje, naj se prijavijo, ker jim ne bo žal. Kakor sem že rekel, tudi če ne bi dobil lente, od tega projekta sem dobil take dobre stvari, ki ti pomagajo tudi na splošno v življenju. Ker je sam projekt od začetka do konca zasnovan tako, da ne gre samo, Nek coaching je v bistvu, ja, neka celota človeka, vse je tu fotografiranje, je hoja po pisti, ampak poleg tega ne smemo pozabiti, da so tu tudi razne delavnice, druženja, izzivi, in vsak posameznik ima možnost osebnostno rast in vsi se trudijo, predstavniki Mistra oziroma vsi te, ki skrbijo za projekt, da te bojo nekako prikazali v najboljši luči in iz tebe izvlekli maksimuma. Odlično. Tako da, to je to. To je to. Tako da prijavite se. Prijavite Ko bo spet možno, zdaj še nekaj časa bo tukaj Sebastian v ospredju, ker je ravno kar dobil lento, tako da hvala tudi za obisk v studiu in želim ti uspešno še naprej, da boš čim bolj uspešno promoviral in predstavljal Mistra Slovenije in da boš čim bolj uspešen tudi na splošno v življenju, kar sploh ne dvomim. Hvala tudi tebi. Ni zakaj. Super. Mi pa gremo zdaj v oglase, po oglasih pa bo čas za bolj hipnotične teme. Govorili bomo o hipnozi. Se gledamo.